Ja, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Enostavno nas preveč skrbi, da ne bi tudi kot politiki odreagirali. Medvedov je preveč in vse bolj so nevarni in ljudje so vse bolj prestrašeni. Verjetno vam je vsem jasno, da se je v zadnjem času populacija medvedov tako zelo namnožila, da zdaj že res ogrožajo življenje ljudi tam, kjer živijo, in tudi se širijo iz Kočevskega Roga, kjer smo jih včasih poznali, skoraj na polovico Slovenije. V Novi Sloveniji smo že pred 2 letoma, to se pravi maja leta 2023, že imeli takšno sejo, kjer smo vladajoče hoteli opozoriti, da bojo morali aktivno poseči v populacijo medvedov in s tem pravzaprav rešiti probleme ljudi, ki so že takrat nastajali na terenu. Od tega ni bilo koristi, razen da sta odletela kar 2 ministra. To je bil Uroš Brežan in ministrica Irena Šinko. Kajti takrat so v kabinetu predsednika vlade odločili, da pač medvedkov in nutri ne bomo streljali. In rezultat je zdaj takšen, da jih imamo vsako leto več in da zdaj že, kot vidite, prihajajo v naselja. Tam razmetavajo smeti in dejansko ljudje jih srečavajo tako rekoč na svojem dvorišču. Posebno skrbi seveda, ker grejo otroci zjutraj v šolo in se popoldne vračajo in starši nikoli ne vedo, kdaj bi lahko srečali tudi medveda. Da populacija raste, so opozarjali tudi strokovnjaki, ne samo politiki. Vendar za to vlado je močno značilno, da ignorira stroko in posluša nevladnike, ki seveda reagirajo čustveno in v skladu z svojo agendo. In tako se v kabinetu predsednika vlade dogajajo sestanki, kjer povedo, kaj je treba narediti nevladniki, ne pa strokovnjaki, ki jih v tej državi imamo dovolj, tudi za obvladovanje populacije medvedov. Kakšna je razlika med stroko in nevladniki? Stroka govori, dela in predlaga ukrepe na znanstveni osnovi, nevladniki pa seveda na čustveni. In modra politika bi morala to razlikovati in poslušati strokovnjake. Kajti, sprašujemo se na glas, kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi tragedija tudi z kakšno smrtjo? Nevladniki gotovo da ne. Torej pričakujemo, da bo prevzel odgovornost predsednik vlade, ki je znan po tem, da rad posega v neodvisnost različnih organov, in tudi pred 2 letoma je javno, brez sramu pozval takratnega ministra Brežana, naj zaustavi že pravnomočno odločbo, in to se je takrat dejansko zgodilo. Še na nekaj bi rada opozorila. Ministrstvo je, prepričana sem, pod težo nevladnikov in pod politično težo predsednika vlade in njemu bližnjih popustilo, kajti odločbo za odstrel 206 medvedov je absolutno dalo prepozno. In drugo, čudi me, da upravno sodišče tako dolgo odloča, kar od julija, mar se ne zavedajo, da se pogovarjamo lahko tudi o življenju ljudi. Poznam primere, ko je upravno sodišče odločilo v enem dnevu, samo takrat je bil politični interes drugačen. Zdaj očitno tudi oni pod težo politike predolgo razmišljajo. Tako dolgo, da se, upam, ne bo zgodila kakšna tragedija. In tudi Ministrstvo za naravne vire dejansko zdaj javno prizna, da samo gasijo požare. Odrejajo posamezne odstrele takrat, ko je lahko že prepozno. Zato smo se
v Novi Sloveniji odločili, da prisluhnemo ljudem, ki iz terena opozarjajo, kako živijo v nevarni situaciji. Ljudem, ki so zbrali več kot 4000 podpisov in strokovnjakom, ki tudi opozarjajo, da je treba nemudoma začeti ukrepati in najprej medvede odstreliti, ker to je edini hiter in učinkovit ukrep za regulacijo števila živali, to se pravi medvedov, in po drugi strani, če to pričakujemo, da bo ministrstvo hitro odreagiralo, pa pričakujemo, da bo ministrstvo končno zbralo toliko poguma, da bo poslušalo strokovnjake in pripravilo program, s katerim bo reguliralo število medvedov v Republiki Sloveniji, ki jih naše ozemlje še lahko zdrži, da ne bi prihajalo do teh ekscesov oziroma do napada na premoženje in na življenje ljudi. Torej, hočemo ne gasilsko akcijo, ampak učinkovito akcijo. In končala bom z rekom, ki se ga verjetno vsi spomnimo. Včasih smo rekli, da je nekdo zaščiten kot kočevski medved, ker takrat so medvedi živeli le v kočevskih gozdovih in niso nikogar ogrožali. Zdaj so se medvedje razširili na prevelik del Slovenije in zaradi prevelikega števila tudi resnično ogrožajo življenje ljudi. In tukaj moramo temu narediti konec in to lahko naredi v tem trenutku samo pristojno ministrstvo in upamo, da bo dobilo tudi blagoslov predsednika vlade, ki se hvali, kako zelo dela za ljudi. Hvala lepa. Lahko še povem, da se dogovarjamo, da bi imeli sejo skupnih odborov, odbora za kmetijstvo in odbor za okolje in prostor že naslednji teden, tako da pošljemo jasno sporočilo na eni strani prebivalcem, ki živijo na Rakitni in okolici, da nam je mar za njihove probleme in težave, in na drugi strani stroki, da jo podpiramo, in na tretji strani oblasti, da pričakujemo njene hitre ukrepe. Hvala.